Jabolka, hruške in knjige. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v podcastu Jabolka, hruške in knjige. Z vami sem Jan Strgar in v studiu se mi je pridružila Eva Mahkovic, avtorica knjige Pogovori z Bogom. Eva, živijo. Živijo. Torej, ti si med drugim pisateljica, dramaturginja, prevajalka, samooklicana sovražnica poletja, še kaj? Ja, verjetno še marsikaj, ampak zaenkrat si kar dobro povzel, ja, za intro. Potem pa kar vprašal, zakaj v bistvu si se odločila za dramaturgijo, kaj te je na tem privleklo? Za dramaturgijo sem se v bistvu odločila razmeroma pozno, niti nisem bila prav posebna oboževalka gledališča čez do konca srednje gimnazije. Sem pa v bistvu iskala nekaj, kar bi kombiniralo v bistvu vizualno umetnost z besedno umetnostjo. In sem potem nekako prišla na koncu do dramaturgije. Se mi zdi, da jaz tudi sem zelo rada, v bistvu potem sem kasneje ugotovila, da sem precej praktična oseba v smislu tega, kar me zanima pri delu. Zdaj pri dramaturgiji seveda lahko se odločaš tudi zelo za teoretično delo, ampak jaz sem šla bolj v prakso, tako da v bistvu sem potem nekako našla svoj prostor točno na tem presečišču ukvarjanja z besedo in nekako ukvarjanja z vizualno umetnostjo. Je bila mogoče, ne vem, kakšna izkušnja, kakšen sprožilni moment, da si šla na kakšno predstavo, pa te je tudi to kaj navdihnilo? Pa v resnici se to niti ne spomnim. Se mi zdi, da sem potem bolj kontinuirano začela spremljati sceno itak šele na faksu oziroma na akademiji. Tako da to bi težko rekla. Mislim, se mi zdi, da sem na neki točki začela mogoče malo več brati dramatike, še posebej sodobne dramatike, ker pač nekaj časa sem bila zelo na klasikih, predtem v gimnaziji. Potem je pa v bistvu to postopoma raslo, to povezano z gledališčem. Sem pa potem zelo hitro začela delati tudi v MGL-ju. Mislim, hitro po faksu, takoj po faksu v bistvu. In potem je pač nekako, ja, sem začela v tej praksi vedno bolj uživati. Kaj pa čisto za sprostitev, kaj rada bereš? Jaz v bistvu sicer poskušam nekako slediti čim bolj sodobni literaturi, ampak na koncu ugotovim, da me zelo malo stvari dejansko pač pritegne. Tako da bi me zelo navdušila na koncu, potem v bistvu veliko stvari nekako odprem, pa nekako se ne prebijam skozi iz tega razloga. Drugače pa definitivno se poskušam čim bolj osredotočati na sodobno literaturo, seveda mogoče tudi neke avtorce, predvsem na avtorice, ki so mi pač blizu čisto po temi pisanja, mogoče pač po profilu tudi. Ja, se pa imam pa tudi rada zelo hibridno nekak žanre, se pravi v bistvu ne toliko klasičnih form, ampak recimo, ne vem, neke meje med esejistiko pa prozo, recimo mogoče, da so mi najbolj blizu. Kaj pa kakšna slovenska dela, sploh novejša, si v zadnjem času prebrala? V resnici v zadnjem času, zadnja stvar, ki sem jo prebrala, so bile 4 drame od Urše Majcen, ki je bila tudi moja študentka na akademiji, zato sem tudi pisala spremno besedo. Te 4 drame so šle zdaj nedavno pri Gogi, kar je v bistvu ena velika redkost, da dramatika pač izide, tako da recimo njo bi definitivno izpostavila kot eno avtorico, ki pač se mi zdi zelo vredna pozornosti, ki zelo dobro piše, ki jo zelo cenim, ki je tudi zelo spretna v različnih žanrih, tako da recimo glede na to, da je moje osnovno področje teater, da bi mogoče izpostavila to. Ampak je pa tudi v tem krogu nekako še nekaj pisk, ki se mi zdijo zelo zanimive. Če bi vedela, da boš lahko brala sam še eno stvar in potem boš umrla, pa lahko karkoli napisanega v bistvu, kaj bi si izbrala? A samo eno knjigo? Ali samo en žanr? Eno delo. Bom rekla for the sake of fashion, zdaj Viharni vrh. Kaj pa, ko pišeš v bistvu, kaj tebe pritegnilo k samemu ustvarjanju, k samemu pisanju? Moje pisanje zelo izhaja iz notranje nuje oziroma iz potrebe. Jaz v bistvu sem začela pisati tako, mislim, če lahko rečemo temu pač avtorsko ali pa malo bolj umetniško pisanje, precej pozno, šele pač nekako v svojih poznih 20-ih ali pa zgodnjih 30-ih. Jaz sem v bistvu svoje prve zapise, ki so prvi tudi šli v pač mojih prvih 2 knjigah, se pravi Mastercard pa vinjete, najprej objavljala na Facebooku. Se pravi, iz tega je pač očitno, da ni bilo to mišljeno kot neko primarno literarno delo. Ampak
v bistvu neke stvari, ki sem jih bolj poskušala spraviti iz sebe, v smislu občutkov ali pa analiziranja, iskanja neke forme, analiziranja svojih občutkov, take stvari. Vse to sta dve zelo različni knjigi nastali potem. Tako da v bistvu to je definitivno primarna stvar, kar me žene, je to, da bi nekako razdelala določene stvari ali pa v bistvu pač nekako se mogoče malo bolj razumela. Tako da potem v bistvu, kaj potem pomeni to biti pisateljica, pride nekako na drugem mestu šele. To se nekako šele v zadnjem času vzpostavilo, pa tudi bi težko rekla, da zdaj sama sebe dojemam kot to. Ali pa se mi zdi, da mogoče ni to tako važno. No, tako da v bistvu vsakeč, ko začnem pisati neko novo stvar ali pa ko končujem eno, pa razmišljam potem, kaj bo mogoče pa naslednja, poskušam najti neko temo, ki me najbolj vznemirja, pa najbolj nekako prizadane in potem v bistvu graditi iz tega in tukaj najti neko potrebo potem, da bi nekaj napisala. In se mi zdi, da upam, da bom pač ustrajala pri tem, da če nimam nič za povedati, da pač ne bom na silo poskušala. Torej ima potem zate tudi v bistvu nek terapevtsko, tak introspektiven aspekt pisanja. Definitivno ima tudi nek terapevtski učinek. Se mi zdi, vsaj upam, da potem je neke stvari lažje razdelati. Hkrati mi je pa tudi v velik izziv ubesedovanje stvari, ubesedovanje občutkov, to je pa v bistvu čist nekako obrtna stvar. Tudi nekako se trudim, da bi pač pri vsaki novi stvari, ki jo napišem, poskušala najti neko ustrezno formo, da se ne bi preveč ponavljala. Se pravi, da poskušam vzporedno z vsebino iskati tudi formo. Malo si že omenila, da sploh prvi deli sta bili iz zapisov v bistvu na Facebooku, ampak kaj pa zdaj, kako izgleda ta proces, kako pišeš? V knjigi si recimo rekla, da velikrat si zapisuješ kaj v aplikacijo na telefonu, zapiski, ne? Ja, točno tako. To je veljalo tako za Toxic kot za pogovore in pač še zmeraj v bistvu najlažje začnem s tem, da si pač v aplikacijo Notes zapisujem nek surov material, neka pač opažanja, občutke, teme in potem v bistvu sam proces pisanja se je pa tako pri Toxic kot pri pogovorih izkazal za, se pravi, končni proces pisanja zelo kratek, precej kratek in zelo intenziven. Se pravi, to je pa tista točka, ko moram jaz svoj surov material v bistvu obdelati, najti za njega neko ustrezno formo. To se mi je pri obeh omenjenih knjigah zgodilo zelo pozno, tako da je očitno nekako to moj način dela, se ne spravim prej in potem v bistvu na koncu zelo hitro strnem nekak stvari. Zelo hitro potem, ko pač ugotovim, v kakšni formi bi sploh rada pisala. Zdaj pri obeh teh knjigah je šlo v bistvu za izumljanje ali pa za označevanje neke vrste časovnice v mojem lastnem življenju. Se pravi, v Toxic sem se nekako po mesecih organizirala, v pogovorih pa v bistvu pač je šlo bolj za eno konkretno leto z rahlimi flashbacki ali pa flash forwardi mogoče tudi. Ampak v glavnem tako nekako, v bistvu zelo veliko surovega materiala imam na telefonu, ki ga delam sproti, to lahko precej časa traja, potem na koncu proces pisanja pa je pa intens. Pa veš, na začetku, ko sestavljaš te manjše zapise v zapiskih, to bo nastalo vse skupaj v eno stvar ali potem šele na koncu urejaš v nek mozaik? Jaz v bistvu veliko tega materiala seveda tudi vržem stran, ni pač zdaj vse zlato še zdaleč, ne. Tako da v bistvu sproti ugotavljam, kam bo kaj šlo. Pri pogovorih recimo sem pač sicer zelo vedela, kaj bo moja osnovna tema, pri Toxic niti to ne, tako da tudi tam je pač malo še bolj skolažirano, ampak načeloma mi je proces kolažiranja v bistvu ful blizu. To mi nekako tudi se mi zdi omogoča neke vrste svobodo, da si mogoče dovolim, da tudi če pride do nekega odklona v temi, da včasih neke te delčke še zmerom pustim noter oziroma potem kasneje pač pri editiranju presojam, koliko sem kam preveč zaplavala stran. Domnevam, da potem te delci nastajajo najbrž skozi cel dan na bilo katerih lokacijah, potem ko se pa dejansko usedeš intenzivno, je pa to, imaš kakšno posebno lokacijo za to, kakšen poseben prostor, kjer se lahko prepustiš res temu?
V resnici ne, jaz, tako kot si rekel, surov material nabiram dobesedno povsod in ob vseh urah in na vseh možnih krajih. Potem, ko pa pač pišem, mislim, to se pač obakrat zdaj mi izkazalo pri Toksiki in pri pogovorih, da moram imeti en večji kos časa. Zdaj Toksik vem, da sem dokončevala nekako pozno pomladi na koncu poletja 2023, ko sem imela v službi malo več časa in sem si hvala Bogu to lahko privoščila. V bistvu pogovore pa tudi na začetku poletja 2025 in pa predvsem v bistvu na koncu, zadnji finiš pa na počitnicah poletje 25 na Siciliji, kjer se je v bistvu ta knjiga nekako tudi začela, tako da je bil nekako to smiselen zaključek, sem pa zelo velik del svojih počitnic porabila še za ta finiš. No. Kako pa najdeš to ravnotežje med tem, da imaš polno službo in zaposlenost in potem še sploh v teh intenzivnih obdobjih, ko finiširaš? Ja, moram si na koncu pač vzeti to, ne. Pa zdaj, jaz sicer tudi nasplošno v službi in tudi pri nekih dodatnih projektih, ki jih imam, pač se zelo veliko ukvarjam s pisanjem nasplošno, tako da se mi zdi, da sem nekako še kar zverzirana, da se pa poskušam se pa držati tega, da pri teh res mojih čist avtorskih stvarih, kot so pač te moje knjige, da tako, kot sem že rekla, da se ne silam v nič, da se mi zdi, da ne, da se ne silam v nič, pač sem tudi ta oseba, ki zelo rada spoštuje roke, vsaj približno, ampak da nekako si poskušam vzeti to svobodo, da mi tega ni treba delati in da zaradi tega ne prihaja nek pritisk od zunaj in da v bistvu lahko dokončam stvari takrat, ko jih dokončam, takrat, ko imam pač zares čas. Zdaj le recimo samo v enem takem obdobju, ki bi pač res težko karkoli avtorskega stisnila iz sebe, sploh v tej zadnji fazi takega, mislim, močnega avtorskega ali pa takega, da bi lahko stala za tem, pač nekaj odgovorimo o nekih daljših oblikah, ne. Tako da pač v bistvu poskušam si tukaj, ne vem, poskušam misliti svoje pisanje kot pač nek prostor svobode, za katero pač potem tudi trebam neke pogoje. No. Ni to vsako leto ali pa vsak mesec možno. Pravijo, da ne smemo soditi knjige po platnicah, ne? Ampak moram priznati, da ko sem jaz prvič videl tole, me je zelo pritegnila in se je izkazala za, bom rekel, preroško, ker je tudi knjiga zelo dobra. Kako je bila pa platnica, si kaj sodelovala pri tem oblikovanju? Je bila tukaj tvoja ideja? Ja, v bistvu jaz načeloma nekako pri vseh svojih knjigah imam zelo rada, da imam nek pregled nad tem, kako so dizajnirane, tako da jaz definitivno sodim knjige tudi po platnicah. Zdi se mi, da v Sloveniji se izda veliko preveč zelo grdih knjig, tako da to mene pač tako pogosto tudi odvrne od nakupa, kakorkoli se mogoče to kdo ne bo strinjal z mano, ampak pač tako je. Zdaj ta knjiga je šla pri založbi Nov Press, ki jo vodi moja zelo dobra prijateljica Garenko in v bistvu tudi Zoran Pungarčar, ki je oblikovalec te naslovnice in vseh drugih naslovnic založbe Nov Press, je v bistvu moj prijatelj, tako da tukaj nekako mislim, da smo bliže dosti povezani, da smo približno vedeli, kaj v katero smer bojo stvari šle in potem v bistvu se je Zoran tudi zelo angažiral za precej različnimi variantami, nekako so potem se skupaj odločila za to, jaz sem pa malo bolj samo barvo sugerirala, no, tako na koncu. Kaj pa, ko ti bereš, ti je mogoče pomembno tudi, kakšen občutek ima knjiga, ko jo recimo držiš? Ker to sem jaz opazil, ko sem bral to knjigo, da je bila res dobra tudi papir in vse, vem, da je to mogoče majhen detajl, ampak sem opazil v bistvu, koliko zelo mi je to všeč napram kakšnim drugim knjigam. Ja, definitivno, tudi meni so te stvari zelo pomembne, pač določena tipografija ali pa pač papir ti bolj sedata in definitivno se meni zdi vse to zelo važno pri knjigi. Se pravi, da v bistvu, da knjiga deluje tudi kot nek celosten izdelek, da ni samo tekst. Tisti, ki pač šteje, da šteje pač tudi delo drugih stvari okrog zelo in da zelo pripomorejo k temu, da je knjiga boljša, tako da tukaj se absolutno strinjam. Meni se zdi tudi zelo velika stvar, no, to, kar Manca pa Zoran delata s to svojo neodvisno založbo in zelo veliko vlagata tudi v vizualno podobo, v to, da so te knjige atraktivne izdelke in jaz to zelo cenim. No. Še v bistvu pred začetkom te knjige si pa napisala
da ne bi mogla biti nič drugega kot Eva Mahkovič. Kako bi biti Eva Mahkovič? Eva Mahkovič je biti zelo naporno. To sem v bistvu napisala nekako kot odgovor svoji tezi v knjigi Toxic, ker sem pač napisala osebe lahko veliko stvari hkrati, s čimer se absolutno seveda še vedno strinjam, ampak sem nekako poskušala intro v to knjigo narediti drugačen in sicer, če je Toxic nekako bolj razdrobljen razdrobljen po različnih kosih mene, da je ta knjiga v bistvu malo bolj iz enega kosa, tako da to sem želela postaviti zelo jasno kot bazo svoje identitete takoj na začetku. Tako da od tod pač to, ta uvodni stavek. Drugače Eva Mahkovič je biti, kot rečeno, še kar naporno, pač jaz se zelo veliko ukvarjam s sabo, kar pač se vidi tudi v teh knjigah. Se pa ukvarjam veliko tudi z drugimi, še posebej s svojimi bližnjimi, to tudi pač poskušam. Veliko stvari na svetu me prizadene, veliko na sebi me prizadene, tako da ja, se mi zdi, da imam dost autorefleksije in refleksije na splošno, kar pač vsi vemo, da ni najlažje potem živeti vsakodnevno s tem. Pa se ti zdi, da je Eva Mahkovič v primerjavi z recimo tisto Evo, ki je napisala Toxic, ali pa tvoja prva dela zelo drugačna? Jaz bi rekla, da v bistvu niti ne. Jaz mislim, da pač vsaka moja knjiga je malo bolj mogoče dark, ali pa se vsaj percipira kot bolj dark, ampak da seme tega je v bistvu v vseh mojih knjigah, tudi v Mastercardu, ki je mogoče izpade najlažja od teh treh. Zdaj seveda je tudi tako, da nalaganje nekih življenjskih izkušenj ti pač tudi v bistvu te usmeri v to, da obravnavaš stvari mogoče na malo drugačen način. Tako da v bistvu jaz bi rekla, da samo poskušam poglabljati nekak način, kako v bistvu kopljam stvari po sebi, pa kako kopljam stvari na splošno oziroma pač na kak način jih reflektiram. Tako da jaz mislim, da v osnovi sem pač v bistvu bolj ali manj ista, no. Tako. Kako pa izgleda, kaj je tvoj dan? Jaz ti sedim malo na Instagramu in moram reči, da se mi zdi ful zanimivo. Tako da, kako si bolj človek rutine ali bolj recimo navdiha v trenutku? Jaz sem v resnici kar človek rutine. Ful mi pomeni to, da imam pač stalno službo, to mi zelo pomaga, da mi strukturira dan, kakor je včasih naporno. Ampak se mi zdi, da imam veliko srečo v tem, da mi ni treba biti na svobodi. Zaenkrat še mislim, da pač še je ta možnost. Tako da pač, ja, jaz imam vaje zjutraj zvečer v teatru ponovadi, zdaj sicer sem v enem obdobju, ki sem jih zaključila z enim študijom, ampak je bil tako intenziven, da še zmeraj malo okrevam. Delali smo Anierno leta, priredbo romana. Potem pač imam tudi psa, tako da malo probam se ukvarjati s športom, pa predvsem poskušam slediti, nekako opažati svet okrog sebe, no, tudi predvsem v nekih malenkostih. Če si ravno omenila šport, je to zate odklop, sprostitev ali samo neka fizična aktivnost? Definitivno tudi sprostitev. Jaz zelo dolgo časa nisem bila prav nič športna oseba, ampak pač zadnjih, 10 let recimo, ko sem malo bolj pač poskušala se začeti ukvarjati tudi s tem, mi je pa hitro pokazalo, da v bistvu da moram to nekako uvesti kot del svoje rutine. In da sem zelo nekako, da se slabše počutim, če tega ne morem. Kako pa ti je živeti v mestu? Ker jaz sem skozi knjigo opazil ene stvari, ki definitivno najbrž dogodivščine oziroma stvari, ki jih izkušaš, ki jih ne bi mogla, če ne bi živela v mestu, ampak hkrati pa tudi opažanje veliko enih negativnih aspektov, ki jih mesto prinaša sploh glede na lokalno okolje, ne? Ja, jaz mislim, da sem sicer zelo urbana oseba, jaz si zelo težko predstavljam, da bi živela ne v mestu. Zdaj mogoče je to po eni strani zato, ker toliko časa že živim v mestu, v bistvu praktično celo svoje življenje, bolj ali manj, definitivno pa celo svoje odraslo življenje, mogoče tudi zaradi tega, ker ves čas živim sama in se mi zdi, da če bi pač poleg tega, da živim sama, še živela nekje, ker bi bilo manj ljudi okrog mene, da bi bilo pač tako mogoče to too much.
tako da mi je blizu urbano okolje, spet ena stvar je, da Ljubljana ni prav veliko mesto, tako da pač tudi nimam nobene izkušnje za življenje v res velikem mestu. Me pa pač zelo moti. Opažam pa, da je Ljubljana v zadnjih letih postaja vedno bolj grda, meni se zdi vedno grša, po drugi strani je vedno bolj oblegana od nekih turistov. Nič od tega mi ni prav posebej všeč, nisem všeč grde trgovine, nisem všeč smeti, ki so povsod, ki so sicer moja specialiteta, mislim, te grde smeti. Tako da to so pa pač v bistvu ene stvari, ki se tičejo na generalne kak razpadanje sveta, ali kaj jaz vem, kaj kot, mislim, vidim kot nek simptom tega, to pa pač, to bi pa seveda ni lih nekaj blizu, ampak pač opazim. Pa najdeš v tej grdobi, če tako rečemo, mesta tudi po svoje nek navdih za izražanje? Mislim, definitivno pač neke spremenjene slike okolja, ne vem, pa mogoče bi lahko rekla, da se je to začelo mogoče med COVID, ko so bile te pač prazne ulice, pa golobi, ki so preletavali pač te prazne ulice, da neke spremenjene podobe okolja, v katerem živiš, ti daj, pač opaziš jih in potem prek tega lahko tudi najdeš določen navdih, ja, verjetno, oziroma ti pač dajo misliti v neko smer, ki do zdaj nisi. Ne bi pa rekla, da mi je to prav ful všečno, ampak pač itak se, ko nekaj pač pišeš, pa poskušaš reflektirati, je to refleksija na tvoje pač neposredno zunanje okolje tudi, ne, tako da je pač se s tem itak treba ukvarjati. En problem mesta je seveda tudi poletje in kako ustvarja ta učinek še večje rasti temperature, ne, kot recimo na podeželju. Sem že rekel, voda samooklicana sovražnica poletja. Ja. Kaj tebe res tako odvrača od tega letnega časa? Ja, mene zelo moti vročina, s tem se ukvarjam v pač knjigi Pogovori z Bogom zelo veliko. Zdi se mi, da jo vedno težje prenašam. Zdi se mi zelo nedostojanstven letni čas, moti me, da ne morem biti v plasteh oblečena, moti me, da je pač čist enostavno fizično zelo težko prenašam poletje. To je bil pač tudi moj v bistvu prvi impuls za pisanje te knjige. Tukaj sem se slučajno prvič poklopila z neko veliko globalno temo, se pravi z globalnim segrevanjem. Mislim, da se to v zadnjih letih da so se stvari res radikalno poslabšale, da pač čutim sama na sebi to, in da nekako sem potem iz tega tudi začutila potrebo, da pač o tem govorim. Hkrati pa pač večino poletja jaz preživim v Ljubljani še zmeraj, mislim, seveda pač grem na počitnice in to pač ponavadi ne v mesto, bi rekla, da mogoče je zaradi tega tam malo lažje, ali pač zato, ker si ti pač enostavno ni treba premikati. Če se moraš premikati po poletni Ljubljani, je pa to res neznosno, tako da to je to. Imaš pa mogoče na drugi strani najljubši letni čas? Ja, oba prehodna letna časa sta mi veliko ljubša kot zima in poletje. Se pravi, zdaj neke take temperature, kot imamo mogoče zdaj zunaj, to mi je všeč. Kako pa ob tem vse bolj hitrem izginjanju zime in vse bolj vročih poletjih, ob globalnem segrevanju, kako se izogneš temu občutku nekega fatalizma, da pač smo svet zafurali pred 30 leti, recimo bi ga še lahko rešili, zdaj pa... Sej se ne, težko se izognem temu občutku, to me tudi preganja seveda dnevno, je pa tudi res, da v bistvu zelo težko, mislim, poskušam se malo pa tudi izogibati razmišljanju na ta način, zato ker se mi zdi, da razen v nekem svojem mikrookolju in pač mikrodelovanju ne moremo v bistvu nič spremeniti in se pač trudim, da bi mi mogoče to mikrodelovanje prineslo nek mir, ampak tu se to tudi vedno ne zgodi, tako da potem se pač poskušam ne razmišljati o terminih katastrofe, oziroma pač, ko bo pač prišla, bomo nekako poskušali potem delati s tem, no. Ampak ja, je pa zelo težko. Vmes v knjigi si omenila, da se ti zdi, da vse bolj otopelo in brezbrižno v bistvu opazuješ, ko se ti na ekranih vrtijo različne katastrofe pred sabo, ne. Kaj je rešitev v bistvu za to, ker to je vse družbeni problem, ne unikaten, in kako v bistvu gremo čez to? A misliš, da ima mogoče tudi
ti kot ustvarjalka oziroma umetnica, da ima še to neko dodatno vlogo, da je tudi v tem neka rešitev? Mislim, meni se zdi zelo grozljivo to, da pač postajamo otopeli na vse tudi najbolj strašne impulze, ki se nam jih pač dnevno servira. Zato, ker je pač zdaj svet tak, da lahko vidiš vse te podobe in grozne stvari, ki se dogajajo. Edina stvar, ki jo pač jaz lahko rečem, je to, da pač poskušam biti do svojega najbližjega okolja oziroma pač znotraj življenja, ki ga pač živim, do ljudi in do stvari in do živali in do vseh čim bolj prizanesljiva. Zato, ker se mi zdi, da tukaj je pač edina stvar, ki jo lahko konkretno narediš, je to, da si nekako prizanesljiv in čim bolj prijazen do teh ljudi, ki so zraven tebe konkretno. Zdaj pa pač to ni nobena revolucionarna stvar, ampak se mi zdi, da je tudi to marsikdo težko zmore, oziroma seveda včasih tudi jaz težko zmorem, tako da v bistvu se trudim, da bi bila čim bolj konstruktivna v svoji bližnji okolici, zato ker pač to je nekaj, kar lahko vladam, kako vladati te velike stvari. Zato se pa žal počutim premajhno, še celo znotraj svojega pisanja. Zato se tudi tako redko ukvarjam, zdaj v bistvu prvič sem se z neko globalno temo, zato ker se mi zdi, da težko govorim stvari, če se me osebno ne tičejo, ker se mi zdi, da več enostavno so prevelike za to, da bi lahko jih obvladala na način, ki bi komorkoli karkoli pomenil. No. To. Torej v bistvu, da se ta en ogromen problem razdelja na neke manj bolj prebavljive nam domače koščke, ki jih lahko kontroliramo. Mislim, meni se zdi, da pač to izvida, da se problema ne da zares razdeliti ali pa reševati tako, ampak da pač to je nekaj, kar lahko kontroliramo in da mogoče se malo bolj osredotočimo na to, no, kar lahko. Ena izmed stvari, ki se pa tudi pojavljajo veliko, je pa tudi v povezavi s poletjem, smrt sploh živali. Tudi na Instagramu velikokrat objavljaš te slike, predvsem ptičev, golobov in drugih mestnih, ki jim pripraviš v bistvu nek skoraj pogreba, z rožicami in to, kaj to te pomeni v bistvu? To v bistvu zelo težko racionalno razložim. Zdi se mi, da jaz ne vem, če je to res, ampak mislim, tako je moje občutenje ali pa opažanje, da je te nekako skupaj z vedno več smetmi, ki jih srečamo, ki jih vidimo na mestnih ulicah, je tudi vedno več pač nekih malih trupel, živali, vedno dlje časa traja, da se to pospravi. V bistvu gre tukaj za neko hecno nasprotje, ker se mi zdi, da pač konkretne smrti nismo toliko navajeni gledati v svoji neposrednji okolici zgolj na ekranu in se mi zdi pač nekaj zelo pač čisto preprosto žalostnega v tem, da vidim ta trupeljca ležati naokrog po cesti, da smo tudi nekako prišli do tega, da jih niti noben ne pospravi, oziroma da to toliko časa traja in v bistvu pač lahko, da je smešno ali pa pač neumno, ampak nekako poskušam neke vrste, ne vem, kako se reče temu, acknowledging their existence, nekako, ja, pač te živalce so obstajale in zdaj jih ne več nekako mogoče na simbolen način tudi kakšne druge grozote tukaj pač opozoriti na njih, no. Tako. Kako se pa potem čisto na tem mikronivoju soočaš s to, ker je vsem smrtjo? Jaz sem začel razmišljati, me je spodbudil, da če jaz, večinoma se mi ne to zgodi, ampak če vidim slučajno kakšnega mrtvega goloba, recimo mi kar en velik del dneva ima unič to, ne? Ja. Ja, mislim, ja, enako, mislim, sploh pač opazila sem, da poleti se tam okrog tabora, kjer jaz živim, pač ogromno tega pojavlja, zdaj pač ne vem, kaj je razlog, ampak meni se zdi pač enostavno v bistvu žalostno živeti v mestu, kjer tako dnevno gledaš na cesti take stvari, kako je šele potem pač ne vem, živeti v mestih, ker se pač ljudem dogaja ali pa karkoli. No, v bistvu na nek način, drug način pač razmišljamo o življenju čistko, ko gledam te slike. Zdaj, to je mogoče malo morbidno vprašanje, ampak na splošno o smrti, kakšen odnos imaš? Ja, jaz bi rekla, da se ful bojim.
verjetno se tudi zelo ukvarjam s tem motivom, pač se ukvarjam s tem motivom tudi, ampak jaz bi rekla, da absolutno iz nekega strahu. Zdaj, kako to predelati, pač ne vem. Mislim, da v življenju izgubila že kar par ljudi, to je svojih prijateljev, tako ene tudi zelo na hiter. Potem lani to, kar je bilo, pač se je zgodilo z mojim očetom, ki je bil toliko časa v bistvu v smrtni nevarnosti, me je tudi v bistvu zelo zaznamovalo. Tako da, ne vem. Mislim, po eni strani pač v svojem pisanju imam zelo veliko teh, lahko bi rekli temu, morbidnih motivov, pa se zelo veliko nanašam na smrt, ampak kako potem se v praksi s tem soočati, je pa pač seveda ena čisto druga stvar, ki je pač čisto odvisna od tega, od situacije, ki se potem zgodi. Tako da, definitivno pa pač po mojem se še zmeraj ful bojim, ja. Zelo klišejsko. Se ti zdi mogoče, da je to povezano potem s temi tvojimi mikropogrebi, da če že ne moremo recimo kontrolirati lastne situacije, pa lahko vsaj nekomu drugemu polepšamo pot v stranstvo, če jaz tudi zelo klišejsko se izrazim. Ja, v bistvu ja, definitivno. Omenila si ta res grozen dogodek, ki je nek obupen klimaks te knjige, ta vaš požar v domači hiši za Božič in predvsem kako je tvojega očeta to spravilo v res smrtno nevarnost za dolgo časa. Pa da te nočem preveč spravljati v to obujanje travme, ampak kako se ti spopadaš s tem? S tem dogodkom? Ja, jaz sem v bistvu pač poskušala nekako tudi skozi to knjigo nekako doseči neke vrste katarzo za to. Sem se tudi veliko ukvarjala s tem, ali je to sploh etično, zato ker v bistvu prvič omenjam tudi pač člane svoje družine ali pa nekako govorim za njih, oziroma pač bom rekla kar v narekovaje, govorim za njih, pač omenjam jih, govorim pač o svoji izkušnji, ampak hkrati je pač izkušnja tudi njihova. Tako da pač jaz sem poskušala to skozi svoje pisanje nekako predelati, pač nekako sprotno in sproti beležiti, kako sem se jaz soočala s tem, pa kako smo pač se skupaj kot družina soočali s tem. To je bila zame absolutno najhujša izkušnja v življenju do zdaj, pa sem imela tudi že kakšno preizkušnjo pred tem, ampak pač ta definitivno je bila na vseh nivojih zelo naporna. Tako da to je pač osrednji del v bistvu te moje knjige, kako nekako obdržati zaupanje v to, da se bodo stvari iztekle v redu, oziroma da tudi, če se ne bodo, da boš nekako dovolj močna, da zdržiš to. Ja, ravno to sem te hotel vprašati, v bistvu naslednjo, kako ohraniš skozi vse to, omenila sva že klimatsko krizo, potem to še dosti bolj osebno, hujšo. Kako sploh, ohraniš dejansko vero, da bo šlo? Ja, ne vem, kako pa drugi, zelo težko. Mislim pač vsak dan je nek nov izziv, Pa še bom rekla, da ne bom prav preveč jamrala. Mislim, to, kar se nam je lani zgodilo, je seveda je pač bila grozna preizkušnja, ampak so pa preizkušnje na vsakem koraku, povsod na svetu še tudi zelo hujše, ali pa pač hujše, tako da v bistvu, ne vem, verjetno vsakič zjutraj, ko vstaneš, pač si moraš zavedati svojih blagoslovov tudi. Mislim, jaz poskušam, definitivno pa po lanski izkušnji se pač tega ves čas zavedati. Preden zapadam v kakšno samo pomilovanje, ker ni tako slabo še. Kaj pa je tebi naslov knjige? Pogovori z Bogom, večkrat se z njim med knjigo pogovarjaš. Kakšen odnos imaš, kako sploh glede na to prejšnje dogodke, kako to vse vidiš? Mislim, jaz imam v bistvu tako, kar se tiče samega naslova pogovori, pa tudi kar se tiče nekega neposrednega nagovarjanja pač neke višje entitete, kot je pač Bog. Po eni strani bom rekla, da recimo krščanski motivi so pač v mojem delu ful prisotni, zato ker sem več zrasla s tem, pa tudi zaradi tega, ker me zelo zanimajo, čisto tudi stališče ikonografije. Po drugi strani pač sem zaznamovana z katoliško vero, tako tudi čist, pač bila sem na škofijski, sem vzgojena pač v tej tradiciji in tako da me pač na nek način zelo zaznamuje. Pa bom rekla tudi formalno, jaz sem zelo rada v pisanju formo pisma.
In pač profesionalno se ukvarjam z dramatiko, tako da mi je blizu tudi format dialoga. Čeprav dialog veliko slabše pišem, veliko lažje mi gre osebno izpovedni monolog. Tako da sem v bistvu tako v Toxic, ko sem v bistvu nagovarjala bralca neposredno, pa kot pač v bistvu nek stilistični prijem, tudi tukaj iskala načine, kako nagovarjati nekoga drugega. In ker je v bistvu tukaj tudi zaradi te spremenjene teme in tako sem se potem odločila, da bo šlo to kar direktno v vertikalo. Tako da ja, v bistvu sem potem na nek način, pa pač zato, ker se mi zdi, da sem potrebovala zelo veliko zaupanja v nekak higher powers ali karkoli že, če to obstaja. Vsaj zaupanja, pač sem se odločila v bistvu, da bom tega drugega, ki ga nagovarjam, imenovala kar Bog. Vmes si rekla tudi na platnici, pogovarjala sem se z Bogom in potem me je Bog pustil na sin, ne? Torej ni mi odgovoril. Si torej vmes na trenutke dejansko izgubljala to občutek, da je neka višja sila, ki te bo uspela potegniti iz te situacije? Mislim, je itak konstantno izgubljam občutek, zato mi se zdi konstantno, da sem lahko Lefton sin. Ampak pač to se ves čas spreminja, ne, skozi gre nekako za iskanje ravnovesja med pozitivo in negativo. Potem pa deva vseeno tudi še kaj pozitivnega. Ko greš čisto, ko hodiš po Ljubljani, ko greš, opravljaš svoje opravke, karkoli, kaj ti, ko vidiš recimo, kaj ti prinese veselje, kaj ti da neko iskrico v dnevu? V bistvu ful male stvari. Prej sem omenila, da sem zdaj lih končala z študijem za predstavo Leta od Ani Ernaux. V glavnem pač ta roman, meni je Ani Ernaux zelo blizu kot pisateljica. Ona v bistvu v tem romanu Leta, ki se ga je nekako prijel potem naziv kolektivna avtobiografija, zato ker ona ne piše o sebi, ampak pač piše v bistvu o celi generaciji. Se pravi o generaciji, ki je živela od leta 940 do pač 2007, kakor je pač takrat je ali 2008 je roman išel. Ona pač še za zdaj stara, ne vem koliko, 85. V glavnem pač govori v bistvu o kombinaciji osebnih izkušenj in zgodovinskih dejstev. In jih pač zelo poseben roman je, zato ker jih pač tako ves čas prepleta, to dvoje. In v bistvu govori o tem, koliko smo hkrati posebni in neposebni, kako vsako življenje v bistvu upeto v pač nek kolektiv, pač neko generacijo in zaradi tega popolnoma neposebno, hkrati pa uporablja nek termin podobe za vekami, ki pa so ekskluzivne vsakemu človeškemu življenju. In v bistvu to, kar ona imenuje podobe za vekami, te stvari so tudi, recimo, bi lahko sama izpostavila kot nekaj, kar me najbolj razveseli na dnevni ravni. Se pravi, pač to so neke stvari, ki se jih zapomniš iz življenja ali pa iz dneva ali pa iz tega, ko hodiš po ulici. Neke male podobe, ki ti v bistvu ostanejo v spominu, ne veš zakaj, ni nujno, da so sploh pomembne, ponovadi tudi niso. In se mi zdi, da neko zavedanje na neke male, da obstajajo pač neke mali trenutki lepote okrog nas, da je to v bistvu zelo veliko, no? Največ, kar mi naredi dan, zavedanje tega. Vidiš večinoma lepoto v organskem, v ljudeh, živalih ali v neorganskem? Oboje. To je zelo, nima nobenega pravila. Lahko je nek trenutek, lahko je nek detajl v ljudeh, v stvarih, kjerkoli, lahko to grdam. Tako da ne vem. Take stvari. Omenila si v knjigi recimo, da ti je zelo všeč pogled na Kamniško-Savinjske Alpe, ne? Ja, recimo. Ja. Zdaj se lih ful lepo vidijo, kaj je to vreme. To včeraj je bila lih druga obletnica, odkar je moj dede umrl in recimo vsakeč, ko pogledam, to se definitivno spomnim nanj, zato ker zelo rad hodil tja in ker je bil pač na dan, ko je umrl, je bil zelo lep pogled na Kamniške Alpe in tudi včeraj je bil in tudi danes je. Tako da, ja. Moja sožalja, ampak
Meni je bil ta del zelo blizu. Čist iz osebnega, egoističnega vidika, da jaz vsak dan, ko hodim domov po domači ulici, gledam točno v Ja, Kamniško-Savinjske in to je bil recimo zame en tak moment, ko se kar malo ustavim pa rečem, pač res wow, je tako. ja, res je, res je. No, sem prej rekla, da je Ljubljana vsako leto grša, ampak potem, ko pogledaš na ta skyline, je pa pač nekako še zmeram to ful lepo, ja, tako da se absolutno strinjam. In prav taki momenti najbrž so iz tega, kjer lahko črpamo neko. Ja, se mi zdi, da pač v malih stvarih, mislim, meni take male stvari dajo veliko upanja, no. Mislim, upanja, pač tako, veselja. Pa so pa pač lahko stvari, ki jih prebereš, pa se ful strinjaš z njimi, ali pa ki jih nekdo reče, pa se ful strinjaš z njimi, ali pa nekaj, kar vidiš, pa ti pritegne pozornost, pa tako. Torej pod črto, tako kot v knjigi, ostajamo tudi za konec optimisti. Se trudimo, ja. Se bomo trudili še naprej, poslušalke in poslušalci, prišli smo do konca našega podcasta. Eva, hvala res, da si prišla, pogovor je bil super in tudi knjiga. Hvala lepa za povabilo in za pogovor. Z vami sem bil Jan Strgar, tonski tehnik pa je bil Gašper Loborec. Jabolka, hruške in knjige.